Pozdravljeni v oddaji Pregled tedna. Poglejmo si, kaj se je ta teden dogajalo v slovenski Istri in širše. Leto je naokoli in Klub študentov občine Koper znova pripravlja prireditev Oživela ulica, ki se vsako leto v največjem mestu slovenske Istre odvije zadnjo avgustovsko sredo. Tradicionalni dogodek bo tudi letos povezoval pester glasbeni program, na stojnicah se bodo predstavile številne organizacije, manjkalo pa ne bo niti dobrodelnih aktivnosti. Oživela ulica je namenjena res čim širši občinski javnosti, ampak seveda so dobrodošli tudi vsi turisti, vsi prebivalci drugih občin, ampak res za vse starosti. Kaj nas letos čaka, kje bo vse potekalo, kakšen bo program? Letos smo od Titovega trga po Kidričevi do Taverne, imamo Masajev and Cupcake Away, plesne nastope od različnih plesnih društev in karate in cirkustar. Imamo Svetlano Makarovič, Romano Kranjčan, Jureta Lesarja. In 40 plus stojnic imamo, tako da dosti je dogajanja. Plus tatuje in poslikave obraza in umiko imamo. Največja sprememba je to, da smo svoj srečelov, ki je sicer tradicionalen, usmerili v dobrodelnost in bo zdaj namenjen društvu Mačja Preja, ki skrbi za zapuščene mačke v lokalnem okolju. In koze in ovce in poleg srečelova bo tudi zbiralna akcija za društvo Mačja Preja. Natančen seznam najdete na njihovi spletni strani. Prireditev bo torej tudi letos potekala na številnih lokacijah, od Titovega trga po Kidričevi ulici mimo Megafona do Taverne. Pozabiti pa ne smemo niti na vrt Pokrajinskega muzeja, kjer bo med drugim tudi pester program za najmlajše. Obisk dogodka je brezplačen, dogajalo pa se bo vse od 19. do 24. ure. Priprave na sredin večer potekajo intenzivneje že dober mesec dni. Poslušajmo, kaj je potrebno vse postoriti. Dosti klicarjanja, dosti menjanja in odvisnosti odvisni smo od drugih ljudi, tako da dosti krat se lahko zatakne kaj. Dosti ustvarjanja, tako da veliko sodelujemo z umetniki lokalnimi. Kot je Ivona uvodoma že povedala, bo letos Oživela ulica tematsko posvečena mačkam, zato vse obiskovalce in obiskovalke naprošajo, da si nadenejo mačja ušesa, narišejo smrčke in brke, pobarvajo kremplje in se prepustijo mačjemu vzdušju. Kljub zahtevnim razmeram in številnim negotovostim je skupina Luka Koper v prvem polletju letošnjega leta poslovala zelo uspešno. Čisti prihodki od prodaje so dosegli 187,7 milijona evrov, kar je 15% več od lanskega polletja in 11% več od načrtovanega. Zabeležili so namreč povečanje pretovora pri skoraj vseh blagovnih skupinah. Skupni ladijski pretovor je dosegel 11,4 milijona ton, kar je odstotek več kot lani in na ravni poslovnega načrta. Pretovorili so tudi 623,731 kontejnerskih enot, kar je 14% več kot v istem obdobju lani. Odlično je bilo tudi na avtomobilskem terminalu, kjer so zabeležili 10% rast in sicer so pretovorili več kot 452,000 vozil. V prihodnje pa ne bo nič drugače, saj so za naložbe namenili 54 milijonov evrov, kar je 161% več kot v lanskem obdobju. Nadaljuje se gradnja avtomatiziranega večnamenskega skladišča za jeklene kolute, dodatnega 12. veza na drugem pomolu in premik skladiščnih blokov na kontejnerskem terminalu. Z januarjem so se začele prve aktivnosti projekta podaljšanja severnega dela prvega pomola, ki je največji in hkrati najzahtevnejši projekt v zgodovini pristanišča. Ob tem je predsednica uprave Nevenka Kržan izrazila zadovoljstvo, hkrati pa poudarila, da vsi strateški poslovni načrti uresničujejo, kar je dokaz, da lahko v prihodnje poslovni partnerji še kako računajo na Luko Koper. Ta posebno pozornost namenja tudi zmanjševanju vplivov na okolje s ciljem, da so ti vplivi na bližnjo okolico čim manj občutni. Včeraj se je v Piranu začel 13. festival Kamishibaja Beli delfin, ki bo že 8. v mednarodni zasedbi, saj bodo izvajalci iz kar 7 držav zaigrali skoraj 60 novih avtorskih predstav. Za tiste, ki Kamishibaja ne poznate, lahko povemo, da gre za japonsko umetniško obliko pripovedovanja zgodb ob slikah na lesenem odru. Kamishibai je
ena umetnost, ki smo se vsi zelo nekako predali na nek način. Gre za to, da pripovedujemo zgodbe v tem malem lesenem odru ob slikah in smo na nek način zelo omejeni z seveda prostorom, z številom slik, z besedami in tako naprej. In zdaj, bolj, ko si omejen, bolj moraš razmisliti, kaj delaš. A ne? In seveda ta omejitev je po drugi strani tudi zelo velika priložnost. Tako da ta rob, a ne, ki spominja na okno, in imamo izkušnjo, da skozi tisto okno omejuje nek širen svet, ki je okrog, enako se nam zdi s Kamishibajem. To so pa Japonci rekli, da zgodba o Kamishibayu je najboljša tista, ki obljublja ta svet okrog, ki se odpira ven. Drugač pravimo, da je v bistvu v odru je prostor zgodbe in ob odru je prostor nas. Slabo vreme je sicer uvodni del prestavil iz Židovskega trga v kulturno-medijsko središče Media Dom, a je program ostal nespremenjen. Tudi letos bo zelo pestro, začelo se je s Kamishibajem za none, noniče in mikene, vse skupaj pa bo trajalo kar 4 dni. Kar se pa našega programa festivalskega tiče letos, imamo pa od malo čez 20 ljudi, kolikor nastopa, jih ima 10 premiere. Tako da to je precej, bi rekel, riskantna stvar, ne? Ker so nepreverjene predstave, ker bojo pač prvič, morajo biti nepreverjene, ampak so preverjeni ljudje, so preverjeni avtori. Tako tukaj pa je neka garancija, da bo, ne vemo pa, kaj se bo zgodilo. Tako da je malo dramatično vse skupaj letos. Drugač ima pa skupne, enake pravzaprav parametre festival kot vsako leto. Imamo 5 programskih sklopov, danes je bil prvi, namenjen je predvsem piranskim otrokom, ne, z vrtcu in tako naprej, tistim, ki tudi ne pripeljejo otrok zvečer, ne, na predstave. Potem so pa 3 sklopi družinskega gledališča, ne, po 10 predstav, tako kot ste danes videli, kot živžav. Največji festival Kamishibaja v Evropi se bo v nedeljo zaključil slavnostno podelitvijo nagrade Modri delfin, ki bo letos romal v roke prav posebne gostje, prve dame nejaponske kamishibajske druščine na svetu, Američanke Tara McGowan, ki je študirala Kamishibaj na Japonskem, z njim se ukvarja že 25 let, med drugim je tudi voditeljica Svetovnega kamishibajskega foruma, v Piranu pa bo vodila tudi masterclass. Compared to the US, which is such a big country, the Slovenian Kamishibai community is so organized and they work together, and it's so amazing to see what they have managed to accomplish, especially Jelena Sitar and Igor Cvetko. Their work with Kamishibai is really, I think, the most exciting work being done outside Japan right now. They are developing their own forms of the story and stages and everything. So I am going to learn as much from them as I hope I can share in my workshops to teach them what I know as well. Kužek pa še vidno laja nanjo, ker ima metla tako dolgi prge. Piranska občina bo obnovila pročelje galerije Hermana Pečariča, ki predstavlja pomemben del umetniške in kulturne mestne identitete. Galerija je umeščena v varovano območje kulturnega spomenika Piran mestno jedro, zato bo obnova v skladu z zahtevami konzervatorske stroke ob spoštovanju avtentičnih materialov in tehnik. Obnova fasade bo sofinancirana strani Ministrstva za kulturo in sicer v višini več kot 50 000 evrov. Sredstva so bila odobrena v okviru razpisa za nujne programe v kulturi namenjenega zaščiti in ohranjanju najbolj ogroženih spomenikov in objektov kulturne dediščine. Projekt obsega pripravljalna dela, konzervatorsko-restavratorska dela na fasadi ter dela v notranjosti objekta in na terasi. Z deli bodo praviloma začeli 8. septembra, trajala pa naj bi do konca oktobra. Izvajalec bo podjetje Gnom d.o.o., ki je specializirano prav za ohranjanje kulturne dediščine. Skupna vrednost projekta znaša 103 344 evrov z vključenim davkom na dodano vrednost. Galerija je poimenovana po akademskem slikarju Hermanu Pečariču, ki se v Piranu in širši regiji v 20. stoletju pustil velik pečat.
Svoja dela, ki jih je posvetil istrskim motivom, obmorski krajini in življenju ljudi, so pomemben del slovenske umetnostne dediščine. Čas je za cestne novosti. Ostajamo v piranski občini, kjer bo zaradi gradbenih del začasna popolna zapora in sicer na odseku javne poti Pomorščakov pred Gepš Piran v Portorožu. Na odseku dolgem 90 metrov in širokem 5 metrov bo popolna zapora od ponedeljka pa vse do 10. oktobra med 8 in 16 uro. Cesta bo v tem času zaprta za ves promet, stanovalcem pa bo omogočen dostop po alternativnih poteh. Razlog za zaporo je gradnja električnega priključka in opornih zidov, ki jih izvaja investitor Gepš Piran. Na spletni strani občini še sporočajo, da bo promet ustrezno označen s prometnimi znaki in urejen v skladu z začasno prometno ureditvijo. Selimo se v Izolo, kjer je že vse pripravljeno za ribiški praznik. Tamkajšnja komunala občane in obiskovalce obvešča, da bo parkirišče na Lonki začasno zaprto vse do ponedeljka do 12. ure. Lanskoletna uvedba videonadzora na Sveti Katarini in v Valdoltri je upravičila pričakovanja. Prav zato so videokamere zdaj namestili tudi na parkirišču na Lazaretu ter osrednjem in kopališčnem parkirišču na Debelem rtiču. Kot so še sporočili občinari, je cilj uporabe sistema videonadzora zaščita premoženja občine in uporabnikov javnih parkirišč ter zagotavljanje varnosti zaposlenih in obiskovalcev. Ostajamo v ankaramski občini na Lazaretu. Na relaciji Koper-Lazaret bodo namreč s 1. septembrom v veljavo stopile nove cene vozovnic javnega linijskega prevoza potnikov. Cene vozovnic se bodo spremenile ali drugače povedano povišale po dolgih 11 letih, a bo občina Ankaran s sofinanciranjem občanom še naprej omogočila ugoden nakup. Družba za upravljanje javnega potniškega prometa DOO, ki je lani prevzela v upravljanje javni potniški promet na območju Republike Slovenije, je z avgustom dvignila cene za okvirno 20%. Cena enkratne vozovnice v primestnem avtobusnem potniškem prometu v občini Ankaran na relaciji Lazaret-Koper se bo iz 80 centov dvignila na 1 evro, medtem ko se bo redna mesečna iz 10 evrov na 35. Za dijake in študente bo odslej za ceno 10 evrov na voljo mesečna subvencionirana IJPP vozovnica, še ugodnejši pa bo nakup celoletne subvencionirane IJPP vozovnice, ki bo ob pomoči občine stala le 80 evrov. Slednji bodo omenjene vozovnice lahko koristili za potovanja na vseh medkrajevnih prevozih z avtobusi in vlaki v Sloveniji. Omeniti še velja, da bodo še naprej brezplačni prevozi za invalide, upokojence in vojne veterane, tako kot tudi za otroke do dopolnjenega 6. leta starosti. Za otroke med 6. in dopolnjenim 15. letom starosti pa je enosmerna vozovnica 50 centov, mesečna pa 10 evrov. Lanska sezona je bila za obalne moške rokometne kolektive zares slaba. Ankaran je razpustil ekipo že sredi sezone, Koprčani so po 10 letih izpadli iz prve lige, Izolani pa so po dolgih letih pristali v 3. ligi, torej v najnižjem rangu klubskega rokometa pri nas. Slednji so ta teden začeli s pripravami na novo sezono, ker bo glavni cilj povratek v prvo B ligo. V klubu je zavel nov veter, saj je ekipa malce spremenjena, dirigentska palica pa je bila zaupana komaj 28-letnemu Alešu Štavarju, ki je v lanski sezoni še aktivno igral, letos pa bo prvič vodil člansko moštvo. Verjetno vsi mislijo, da je avtoriteta malo problem, ker sem malo mlajši trener, ampak mislim, da tle treniram v bistvu fante, ki sem jih že imel, ko so bili kadeti, pa mladinci, tako da mislim, da zaenkrat s tem nimam problema, no moram potrkati, upam, da bo šlo pač tako tudi naprej. Sam pri sebi imam cilj, da se pač uvrstimo in mislim, da tudi vsak v ekipi si tega želi, da se uvrstimo v prvo B ligo, zagotovo pa pač treba iti stopničko po stopničko, tekmo po tekmo, bom rekel, v bistvu prvo je zadržati vse te fante še za naslednjo sezono in mislim, da če bomo to naredili, bomo naredili res en velik korak naprej. Je bilo kar odhodov, je bilo, bom rekel, dokaj malo, ampak so bili nosilci. Zagotovo se jih bo pač tle v Kraški pogrešalo, ampak je pa prišlo nazaj oziroma na novo nekaj novih mladih fantov. Pa bom rekel, tle sigurno ena glavnih okrepitev je Patrik Čolič, ki se vrača po enoletnem pauzi.
tako da jaz mislim, da bo on tudi nekakšen lider te ekipe. Glavna moč, upam, da bo ta ekipni duh in hitra igra. Bom rekel, da s tem namučimo nasprotnike in bom rekel, obrnemo rezultat sebi v prid. Na trenerskem stolčku je Aleš Tavar zamenjal Petra Mičoviča, spremenila pa se je tudi kapetanska vloga, ki jo bo odslej opravljal Branko Stojanov. Jaz sem hvaležen trenerju, da mi je dal to zadolžitev. Sicer se ne počutim nič posebnega. Se bom potrudil po najboljših močeh, da opravičim to njegovo odločitev. Aleš ni nova faca tle v klubu, je bil tudi moj soigralec. Pred 2 leti me je že treniral pri kadetih, se vsi načeloma že poznamo. Tako da smo se že vklopili med sabo, se razumemo dobro, mislim, da bo bilo top. Trener je rekel, da bomo igrali hiter rokomet, kar nam vsem paše, saj smo vsi tekači. Ni noben neki preveč visok, močen, tako da mislim, da hitrost, ja. Glavni cilj je uvrstitev v prvo B ligo, moj osebni cilj pa je, da postanem boljši rokometaš, kot sem bil, ne. Kapetana smo vprašali tudi, kje se je lani zalomilo, a je bil njegov odgovor kratek in jedrnat. Narobe je šlo dosti stvari, ne. Zdaj, da vsako posebej imenujem, bi bila dolga, nič. Guramo naprej in z novim trenerjem, nov stil igre, par novih igralcev, mislim, se poznamo itak vsi med sabo, tako da se ne bomo težko povezali. 12-članska 3. liga se bo pričela 27. septembra, Izola bo sprva gostovala v Gorišnici, teden dni zatem pa bo doma gostila Kronos iz Logatca. Ekipe se bodo merile po dvokrožnem sistemu, najboljša se bo uvrstila v prvo B ligo, druga najboljša pa bo v dodatnih kvalifikacijah igrala s predzadnjo ekipo 2. lige. Športna zveza Koper za razliko od nekaterih športnikov poleti ne počiva. Organizira namreč številne projekte, kjer obiskovalce in otroke animira ter seznanja z različnimi športi. Eden takih je Hura prosti čas, ki je namenjen otrokom od 4. do 11. leta starosti. Najmlajši se v 5 dneh skozi zabavno druženje preizkusijo v raznoraznih športih. Hura prosti čas je namenjen otrokom. Mi smo se osredotočili na okvir med 4. in 10. letom starosti. To so ti otroci, ki še nekako potrebujejo varstvo in spremstvo med poletnimi počitnicami. Načeloma ga izvajamo samo med poletnimi počitnicami. Pričeli smo lani z 1 terminom in ker je bilo res zelo uspešno, smo se letos odločili, da bomo naredili kar v 2 terminih. Glavni namen je, da se otroci družijo, da športno in rekreativno preživljajo svoj prosti čas, da preizkusijo čim več različnih športov, da spoznavajo sovrstnike, razvijajo prijateljske vezi in da res kar najbolj, tako bomo rekli, res aktivno preživljajo svoj prosti čas. Z ekipo Megafona smo obiskali dvorano Burja na Škofijah ravno v času juda, ko je svoje znanje z otroki delila olimpijska prvakinja Andreja Leški. Nekako vem, kaj pri otrocih nekako deluje. Radi se igrajo, radi tudi spoznavajo nove stvari, tako da se mi zdi, da je ključno to, da lahko tudi oni malo probajo judo, da vidijo, zakaj se gre in to tudi poskušamo doseči. Kako pomembno je, da se otroci že tako majhni ukvarjajo s športom? Ja, zelo pomembno. Sigurno je dobro, da čim prej začnejo v bistvu z nekimi takimi vajami v mogoče neki igri, ki že razvijajo njihovo motoriko in ja, tako kot itak že znano, je judo res nekako po moje prvi šport za to. Kako se jim je dopadel judo? Kakšno je zanimanje v Sloveniji za ta šport? Mislim, da je nekaj zanimanja, predvsem v judo grejo otroci kot en stranski šport, se mi zdi, in potem ponavadi nadaljujejo neke druge športe. Danes tukaj vidim, da čim so se malo borili, čim so lahko se med sabo malo potiskali, valili, da so bili res vsi zelo veseli. Tako da mislim, da v bistvu jih to zanima, jim je to všeč. Koliko ti pomeni, da lahko danes pride Andreja Leški sem na trening in da vi se učite z najboljšimi? Meni je to zelo pomeni. A v tebi? Meni tudi zelo pomeni, zelo sem srečen, da je prišla. Si jo gledal lani na olimpijskih igrah? Sem jo gledal v Hrvaški, ko sem bil na dopustu. Ti si tudi navijal? Ja. Katere veščine mora imeti dober judoist? Kaj mora vse znati? Ogoshi, seojo toshi, ochigari,
v Sotogori. Kaj pa še mora imeti kakšno koncentracijo, moč, kaj še, kako potekajo treningi? Torej, moraš imeti tehniko, moraš imeti koncentracijo, moraš vedeti, kaj delaš, moraš imeti, ko si greš v borbo, moraš vedeti, kaj boš ga vrgel. Če ne gre, probaš drugo tehniko nazaj, padanje in tehnike od juda. Opažam tudi na tekmovanjih večje število tekmovalcev, to pomeni, da v klubih obiskuje vse več mladih, ki spoznavajo to veščino, da jim prihaja do srca in ta potencial borbe, kot je, ki je pedagoško sprejeta agresija, ki se kanalizira v poštenost, ker to ni nasilje, ampak da nekomu škodiš, ampak da koristi tebi, potem si bolj sproščen, potem si bolj v šoli zbranost imaš boljše. To je vpliv športa, ker pravijo, pozitivno delujejo na možgane, pridejo več kisika in to, in boljše za delo je. To so zdaj dokazi zadnji, ki tudi vsi prek govorijo, in še premalo, da pridobijo tudi to znanje, zavest tudi starši in potem, da vključujejo svoje otroke čim bolj v šport. V 2 terminih so otroci spoznali različne športe. Od juda, nogometa, odbojke, tenisa, balinanja, plesa, rokometa, kickboksa, vodnih športov ter tudi lokostrelstva. Ja, šport je namenjen v bistvu vsem starostim nekako. Zdaj načeloma od 10. leta navzgor nekako sprejemamo v klub, tu smo vseeno prišli, da provajo še manjši, da preizkusijo, pa mogoče jih zanima za kasneje. Zdaj veščine, potrpežljivost, nekako, da si sposoben najti svoj notranji mir, ohraniti skoncentriranost v stresnih situacijah, nekako bolj individualen šport. Na koncu smo v zadovoljstvu povprašali tudi glavne akterje, ki so postregli z zanimivimi odgovori. Kako si ti zadovoljen s hura prosti čas? Kaj ti je najbolj všeč tukaj? Nogomet. Katere športe vse ste spoznali še? Ti si bil tudi na prvem terminu že? Rokostrelstvo, judo, drugo pa se ne spomnim več. Danes ste se preizkusili v judu, kako ti je bilo to všeč? Dobro, samo nekateri še ne znajo glih vsega, se tudi jaz ne. Ma sem razmišljal, da se bom upisal na judo, ker sem že na nogometu ne morem. Kako je bilo trenirati z Andrejo Leški? Si jo kdaj spremljal po televiziji? Ja, sem na olimpijskih igrah. Katere veščine mora imeti dober judoist? Medaljo. Kaj mora znati, mora biti močen, kaj še? Pogumen. Kaj pa ti treniraš tudi kaj v prostem času? Ne. Nič. Treniram pa nogomet v Ankaranu. Ja, si dober? Ne toliko. Šola se bliža, jo pogrešaš že kaj? Ja, vedno sem jo, zdaj ne več toliko in jaz treniram tudi v Ankaranu, samo tebe še nisem videl v Ankaranu. In imam tudi portret Andreje Leški. Podpisan? Ne, samo slika je bila. In še gor je še Janja Garnbret in srebrna kolajna, ki jo je osvojil tisti. A zdaj se ne spomnim že imena. Kateri športov pa se še veseliš ta teden? Odbojke in rokometa. Lepo je videti, da se otroci radi vračajo k športu, saj je v času tehnologije in novodobnih računalnikov ter mobitelov tega vse manj. Ne zgodi se prav pogosto, da na nogometni tekmi nekdo zadane gol sredine igrišča. Še redkeje se to zgodi v slovenskem prostoru na slovenskih zelenicah. Prav zato je zmagoviti zadetek koprskega Denija Juriča sredi Stožic proti državnim prvakom Olimpiji tako odmeval zadnje dni. Bomo pospremili v Stožicah. Olimpija pa je na pragu drugega poraza, drugega zaporedoma. Tu je zdaj priložnost in gol! Kakšen gol, golazo, praktično sredine igrišča, veseli se tam Slaviša Stojanović, to pa je presenečenje za... Pozdravljeni v tokratni ediciji Kulturnega napovednika. V soboto, 23. avgusta, bodo ob 17. uri v arheološkem parku Simonov zaliv v Izoli potekale ustvarjalne arheološke delavnice z naslovom Rimske igre 2, ki bodo obiskovalce popeljale v svet antičnih zabav in običajev.
V nedeljo 24. avgusta bo ob 19. uri v Jacksonvillu v Kopru koncert Flamenko sreča Istro, kjer bo Tomaž Pačnik v družbi glasbenih gostov združil jazz, flamenko in etno zvoke v živahno glasbeno pripoved. V ponedeljek 25. avgusta bo ob 21. uri v letnem kinu Arigoni v Izoli na ogled legendarni mladinski film Poletje v školjki, ki je zaznamoval generacije mladih. V torek 26. avgusta pa se bo prav tako ob 21. uri v Arigoniju nadaljeval kino Pod zvezdami s kultno slovensko klasiko Kekec. V sredo 27. avgusta bo staro mestno jedro Kopra ob 19. uri oživelo z dogodkom Oživela ulica 2025, kjer se bodo prepletali kultura, glasba in ulično dogajanje. Isti večer ob 20. uri pa se bo v letnem kinu Arigoni nadaljeval koncertni cikel Arigoni Nights z nastopom Blues Back in Blue Cheese Band, ki bosta poskrbela za večer v znamenju bluesa in rocka. V četrtek 28. avgusta se bo ob 16. uri na Gortonovem trgu v Kopru odvila četrtna fešta, posvečena obujanju nekdanjih koprskih mestnih četrti s pestrim programom, ki vključuje glasbo v živo z Andrejem Diličem in skupino Kalegarija, interaktivno razstavo Koper skozi oči spomina, ustvarjalne delavnice ter kulinarično doživetje. Ob 18. uri bo v Dopo Lavorju v Dekanih v sklopu cikla filmskih večerov Kino Istra predvajan film Vermiljo. Isti večer ob 20:30 pa bo na Largu pri Špini v Izoli v okviru četrtkovih večerov nastopil Dare Kavrič in Tambura Tim s prepletom roka in tamburaških zvokov. Malo kasneje ob 21. uri bo v Kubedu v sklopu serije Čubet pod Borovci nastopila skupina Hill Blues. V petek 29. avgusta bo glasbeni teden sklenjen ob 20. uri v Figa Rock baru v Kopru, kjer bo DJ Lovro pripravil večer z najboljšimi rock uspešnicami. To je bilo za danes vse. Hvala lepa za pozornost in lep pozdrav do prihodnjič. To je bilo za ta teden vse. Hvala za pozornost in bodite z nami zopet prihodnji petek.